Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljam gospo Anko Hribar-Košmerl, gospo Heleno in gospoda Rikota Bizjak. Danes se bomo pogovarjali o domovinski vzgoji. Blaženi Anton Martin Slomšek je nekoč zapisal: "Sveta vera naj vam bo luč, Božja beseda pa ključ do zveličavne narodove umike." Gospa Helena, v vaši knjigi Vzgoja za vrednote ali učna ura pod cvetočo češnjo v prvem poglavju se nekako z naslovom se dotikate te domovinske teme, domovinska tematika. In ravno tako v zadnjem naslovu, ki ima tudi naslov še nekaj o domovinski vzgoji. Se pravi, če začnemo s prvim naslovom, v začetku je bila beseda, in zaključimo z zadnjim naslovom, ki je nekaj o domovinski vzgoji. Kaj ste hoteli povedati o tem? Vemo, da vrsto let ste bili v prosveti, ste profesorica slovenskega jezika, napisali ste veliko knjig za otroke, celo 3 knjige z vzgojo. Zakaj menite, da je ta vzgoja dandanes v šolah, predvsem za domoljubje, tako pomembna? Ja, jaz vem, da je danes domovinska vzgoja med najbolj zanemarjenimi temami, poleg duhovne vzgoje in moralne vzgoje. In zdi se mi zato tako pomembna, ker mladostnik, ko raste, se sprašuje, od kod sem prišel, kdo sem, kam grem po smrti in še vse take bivanjske vprašanja. Predvsem ga zanima, torej, kdo sem, moj rod, dom in domovina. In če mu nič o tem ne odgovorimo, ne damo, je to slabo za njegovo samopodobo. Zato sem vedno poudarjala to pri slovenskem jeziku, ko sem učila to domovinskost ali domoljubne pesmi, ko so bile seveda pri naših starejših avtorjih. Ja, tudi bolj modernih, Kosovel, celo Strniša, lahko rečemo, to poudarja, medtem ko mnogi danes pa domovinskih, domoljubnih pesmi skoraj ni. Rekla bi tudi to, da smo lahko ponosni, ko raziskuje torej mladostnik svoj rod, dom, domovino, na našo domovino, na našo samobitnost, ki jo določa pravzaprav beseda. Slavjene pomeni iz slovo pa praslovansko pomeni beseda. Torej smo Slovenci v kulturnem pogledu častilci besede in nam beseda pomeni veliko. Smo torej, lahko rečemo na nek način, to je krščanska vsebina tega pojma beseda, ne? Saj sveti Janez pravi, v začetku je bila beseda z veliko pisano, to se pravi logos, Bog, Božja beseda. No, omenila bi tukaj tudi gospoda Rudo Koncilija in njegov esej Slovenci praprebivalci v srcu Evrope, kjer pravi, da smo Slovenci v dvojnem smislu sveti ostanek, tako kot je tudi izraelski narod sveti ostanek. In sicer po imenu, kot sem že omenila, in pa po jezikovnem ozemlju, ki je bilo včasih od samove države pa do velike Karantanije veliko, veliko večje. Danes to, kar je naša kokoška, je pravzaprav samo drobec nekdanjega velikanskega ozemlja. In pa hočem povedati, da smo, tako kot je gospod Rudi Koncilij označil, praprebivalci v srcu Evrope, da to tudi smo. To marsikaj kaže tudi v našem jeziku, recimo imamo do 60.000, ni pravijo 50 do 60.000 rekelj in pregovorov, kar govori o starosti jezika. Menda drugi večji narodi, Angleži, Francozi imajo manj. Tako da smo lahko ponosni na naše korenine. Potem bi povedala tudi to, da je naš jezik eden najlepših na svetu, pa ne zato, ker jaz kot slavistka, ki nisem posebej znana, to pravim, ampak zato, ker je to rekel eden največjih jezikoslovcev, ki se je ukvarjal prav z pravilnim izgovorom, pravorečjem našega jezika.
In sicer Stanislav Škrabec, ki je 42 let raziskoval naš jezik, da je naš jezik eden najlepših na svetu, tudi zato, ker ima dvojino. Dvojina pa še nekaj več pomeni, ne? V dvojici se vedno začenja intimnost družine, in ki se potem razširi v množino. Seveda, včasih je bilo zelo veliko otrok, danes jih je manj, ampak vseeno. Torej, v intimnosti dvojice, v družini, pa temelji pravzaprav naša tudi krščanska vzgoja, ki uči za srečno bivanje ne le na našem svetu, ampak tudi na drugem svetu, na onem svetu. Kakor pravi tudi Slomšek, v nebesih sem doma. Torej, naša srednja šolska mladina pa je v tem smislu duhovno osiromašena. Mislim, da bi najprej morala začeti prav z domovinsko vzgojo. Mi smo včasih, v mojih časih, ko sem jaz mlada, veliko recitirali na proslavah pesmi naših pesnikov, pisateljev. Jenka, Naprej zastave slave, celo himna, Buči, buči morje Adriansko, pa Gregorčiča, Domovini, pa tudi Prešerna, seveda Zdravljico, smo v celoti jo povedali in zapeli. Potem pa je pravzaprav nekako v današnjem času te proslav jih je zelo malo ali jih pa skoraj ni po šolah. Pevskih društev tudi je malo, kjer bi se pelo domovinske pesmi. Tako da mislim, da bi tukaj morali malo več zastaviti, v tem smislu poudariti to našo domovinskost in domoljubno tematiko. Saj tudi v zgodovini rečemo, da je pravzaprav imamo veliko junakov, ki nas nekje ne govori o tem, da je tudi naša zgodovina bila junaška zgodovina, kot velikih narodov. Tako kot bi omenila kralja Matjaža, v katerem veliko narodnih pesmi poje, pa pripovedk, pa seveda tole pesmi o kralju Matjažu, o Alenčici, o Turkih in podobno. No, ampak o tem bo, da je res, ni bil to samo mit, ampak resnični kralj Matjaž, tudi nam bo pa več povedal moj brat Riko, ki se je tudi veliko ukvarjal in študiral zgodovino. No, gospod Riko, vi se ukvarjate z zgodovino ljubiteljsko. Bi nam mogoče povedali, slovenski narod ima veliko herojev, veliko junakov. Kaj pa je zdaj resnično glede kralja Matjaža? Je kralj Matjaž mit? Je to resničnost? Kaj ste ugotovili? Slovenski narod ima neke junake, moram reči. Zdaj jih ne bom našteval od Dolenjske, tam proti Krasu, Petra Klepca, potem do kralja Matjaža, vendar pa zgodovinsko se da utemeljiti mit o kralju Matjažu dovolj argumentacijsko. Je večplasten ta mit. Ta mit je večplasten predvsem zaradi tega, ker je tukaj to mit o naši praizvornosti. Praizvornosti, o naši, kako bi rekel, državotvornosti. In zdaj ta večplastnost, moram reči, izhaja tudi iz neke domovinske pesmi, ki jo malce že pozabljamo od naših, bi rekel, pisateljev, kot je bil Trubar, Linhart, Prešeren, Jenko, Kosovel. Predvsem pesniki imajo tukaj to intuitivni dotik zelo močan in moram reči, da bi najprej samo kratko omenil Simona Jenka, zelo lepa, čudovita, bi rekel, prispodoba o tem, kako mi izvornost samih svojih korenin zelo slabo poznamo. V šoli, od šole pa do fakultete se učijo stvari, ki so 150 let že precej zastarele. Zato bom se spomnil, kako je in prebral čist na kratko, ne v celoti, pesem Simona Jenka Slovenska zgodovina. Bridka žalost me prešine,
ko se spomnim domovine, vsemu svetu nepoznane, od nikogar spoštovane. V zlatih črkah v zgodovini se bero narodov čini, le od našega ni glasa, z prejšnjega, nezdajnega časa. Kdo spominja se nekdanjih v remvi zemlji pokopanih? Tiho bori vnuk koraka čez grob borega očaka. In ko ura nam odbije, črna zemlja nas pokrije, kdo bo še po nas povprašal, kdo se z nami bo ponašal? Kako rod za rodom gine, to povesti je domovine, vsemu svetu nepoznane, od nikogar spoštovane. Vendar pa se to kolo časa da, bi rekel, napolniti z resničnimi dejstvi, da vsaj mit o kralju Matjažu ima zelo lepo zgodovinsko argumentacijo. Je večplasten, ker tukaj je to v prostoru, se je razširilo v celotnem našem prostoru z Koroške. In na Koroškem moramo vedeti, da je v prvi svoji fazi zgodovinskosti, to je več kot 2200, 300, 500 let nazaj, so tukaj bili razni vojvode, ki so svoj denar kovali. Da ne govorim o vojvodu 200 pred našim štetjem, kovanci, numizmatiki poznajo Vočo in tako dalje. Potem imamo to leta 11 pred Kristusom, imamo v tem prostoru med, to je bilo pod Rimskim imperijem, je bil Noricum, zgornji, spodnji, Noricum inferior, Noricum superior. Vmes, ravno Koroška, so pa imeli svoj conventus Noricum, to je deželni zbor. In kamen, ki o tem pričuje, imamo tukaj. Tale kamen opisuje katera plemena, od Helvetov, današnje Švice, pa vse do Ambidravo, pri Dravi, so se vsa plemena sestajala v tem noriškem deželnem zboru, Noricum, v tem zboru Conventus Noricum, ki so ga našli pred nekaj desetletji odkrili. To je prva podlaga. To se je nadaljevalo, ker so bili to zavezniki federati Rima in niso avtonomne pravice ukinjali. Tako da po propadu iz antike v začetek srednjega veka se to nadaljuje kot ustoličevanje na Gosposvetskem polju. Ker Štalinska gora, kjer se tam Conventus Noricum nahaja, je najbližje par kilometrov od Gosposvetskega polja. No, deželni zbor ima tudi različne druge dokaze, recimo to, kar se je ohranilo pri nas Avba, to je iz Noričanka, ima znamenito svojo Avbo. Potem je to tukaj pri Štalinski gori, ravno tako 10 po Kristusu se nahaja ta iz okolice Virnuma, tale Avba. Poleg tega seveda je nad samo cerkvijo iz 2. stoletja Gospe Svete je oltar, triglif, iz časa Norika je kamen, kjer prikazuje dve moči, ki sta usklajeni. To pomeni, da vsa plemena so se tukaj usklajevala, to sta dva panterja, to je znamenit star simbol iz antike. Če sta si v nasprotju, je obrnjena drug proti drugemu, je spor, ker sta pa v ravnotežju in tukaj je grozd, novo vino, Kristusov simbol, sta v miru, miroljubnosti. Tako da ta prostor je bil izjemno znan v tistem času. Nadaljevalo se je, kot smo to imenovali, še v času zgodnjega srednjega veka in ravno tukaj je bil potrjen tudi kralj Samo, resnična zgodovinska osebnost sredi 7. stoletja. Tako da tukaj imamo ime kralj. In besedica kralj nikakor ne izvira od Karla Velikega, kakor eni filologi to razlagajo. Zakaj 20 let pred rojstvom Karla Velikega, nekje leta 743-46 rojen, so odkrili v enem zapisu cerkvene ordnunge, so odkrili vsa imena 10 županov v tem prostoru severne Venecije. Med njimi je lepo zapisano ime vseh 10 županov kralj. To je izvorni priimek prostora. Tako da besedica kralj ni izmišljena. Dalje,
Potem tukaj, kot sem že omenil, je bilo vseh teh velikih plemen, je bilo enih 6 do 7, lahko je bilo tudi še več. In to se je nadaljevalo, potem še tudi v srednjem veku. Kralj Samo, kakor sem ga že omenil, potem ustoličevanje na Gosposvetskem polju. Je pa zanimivo to, da zadnje ime Matjaž ne izhaja, kakor interpretirajo, to je zdaj že filološko dokazano, od Matija Skorvin, ki je bil ogrski kralj, ki je po uboju zadnjega Celjskega se s Habsburžani za posesti Celjskega prišel boriti z ognjem in mečem in so ga imeli v našem prostoru zapisanega še huj, kakor pa upadi Turkov. Nemogoča situacija, da bi ga poimenovali kralj Matjaž, ker Matijas Corvinus je nemogoče kot Matjaž poimenovati v našem prostoru filološko. Kvečemu Matej. Potem dalje gremo, omenjali smo leto 1478 kot zadnja podlaga, kjer se potem prime ime mit, ki ima to svojo resnično osnovo, kralj Matjaž. Turki oblegajo Ljubljano tega leta 1478 in ker so dobili veliko odpravnino, domnevno so dobili sugestijo, kam pa lahko gredo, brez škode pustošiti, udarijo po dolini Soče na Koroško. Zakaj pa ravno na Koroško? Na Koroškem se je takrat zgodil, po starem zgodovinopisju, prvi veliki kmečki upor, 1478. V resnici pa se razkriva, da je šel upor za nižjih deželnih stanov, kjer so bili predvsem trgovci, meščani, celo duhovniki in svobodni kmetje so se uprli višjim deželnim nemškim stanovom, ki so jim kratili pravice zapisane v urbarjih. Seveda, takrat, predno pa pridejo Turki na Koroško, po dolini Zilce, gredo preko Gorenjske in Gorenjci, ki so imeli svoje sorodnike pod vodstvom Matjaža Klandra, zgodovinska osebnost. Pohitijo, da pridejo pred Turke, obvestijo svoje prijatelje, znance in sorodnike. In ker je bil Matjaž Klander vsekakor kaže vojaško dovolj usposobljen, ga prosijo za obrambo. Najprej jih je imel nekaj tisoč, Turkov pa naj bi bilo 30 tisoč. Zadnjo uro, ko so hiteli Turkom nasproti proti najožjemu delu doline Zilce pri Kokovem, jih je imel pa samo še 600 dobrovoljcev. In se res postavijo nasproti, seveda padejo tako rekoč vsi do zadnjega. To je bitka pri Kokovem, kjer je Matjaž Klander za svojimi 600 dobrovoljci, to so slovenske Termopile, na kar smo izjemno ponosni, v zgodovinopisju pa se komaj kje to omenja sodobnem. Čeprav se je že nekje začelo to raziskovati. Tukaj je to polje Kokovo, kjer se je ta bitka vršila, kjer je kralj Matjaž, kakor so ga pozneje imenovali, pesniki in pevci, z svojimi 600 proti 30 tisoč Turkom sicer izgubil življenje. Zanimivo je pa tole, da v grobnici katakombi, cerkve je na 2 do 3 km naprej, ležijo vsi njihovi posmrtni ostanki, z lepo z lobanjami. Kar je presenetljivo, ker Turki so takim upornikom ponavadi sekali lobanje, jih vzeli sabo pa odmetavali. Tako da v tej grobnici pri Kokovem imate njihovo okostje skoraj v celoti ohranjeno. Torej so jih spoštovali kot junake, ne? Spoštovali so jih celo nasprotniki kot junake. Tako, kakor pri bitki pri Termopilah, ko je Leonidas za domovinske ljubezni s 300 zadrževal več 10 tisoč Perzijcev. Tako so tukaj pod Matjažem Klandrom zadrževali 30 tisoč Turkov. Hočem povedati, da je ta mit, ker preko na drugo stran Karavank, nekaj 10 kilometrov, imate goro Peco, kjer spi kralj Matjaž svojo vojsko, da pride znova hraber Slovenec, razne pesmi, razne pripovedi se danes pišejo, vse naokoli. To je ena izmed sodobnejših. Pa na koncu je nekaj zanimivega napisano, ne? Ja, kako zaspijo, kako se zbudijo, ne. Potem tako marsikdo se je trudil, je opisala Suzana Bricelj, ilustrirala tudi slovenska ljudska pripoved Suzane Bricelj. Pravi, da se je trudil, da bi prišel v to Matjaževo jamo, pa ni uspelo še nikomur.
Kajti vanjo lahko pride le tisti, ki si res želi, da bi se kralj Matjaž spet vrnil. In še to ne vsak. Le tisti pride, ki se pred sivim skalovjem znajde na zadnji dan starega leta, pa še sam ne ve, kdaj in kako. Hočem reči, vendar ta kdaj in kako se da danes lepo razprt in lahko smo ponosni na ta veliki dogodek in ta mit, ki ima tako močno realno podlago. Se pravi, za preživetje in obstoj nekega naroda je pomemben duhovni in ravno tako pa tudi duhovni prostor in kulturno ozračje. Gospa Anka Hribar-Košmerl, ste akademska slikarka, tudi profesorica matematike in ilustratorka številnih knjig za mlade. Ilustrirala ste tudi to knjižico Vzgoj za vrednote ali Učno ura pod cvetočo češnjo, kjer vidimo ilustracijo Slovenije s srčkom. Kaj se ste mislila? Slovenija z lepim rdečim srčkom. V današnji poplavi angleščine je zanimivo, da se je tudi v naši Sloveniji, v imenu naše domovine izluščilo ime love, kar pomeni ljubezen. In mi je zanimivo, da se je v tem času poplavi angleščine nekako ta ljubezen tako izrazito nekako izluščila. Ljubezen se mi zdi pa podlaga pravzaprav človeškega življenja, izhodišče človekovega življenja. Lepo mi je besedilo iz Evangelija oziroma iz Janezovega pisma Bog je ljubezen. In se mi zdi, da ta beseda love v naši besedi Slovenija še dodatno poudarja eno izvorno moč in poslanstvo nas kot Slovencev, da bi mogoče tudi to ljubezen že po sami danosti naravni ponesli v svet. Pravi, z ljubeznijo vzgajamo mlade za naše vrednote. Gospa Helena, poimenovali ste to ilustracijo Kokoška, ki bo nesla zlata jajca. Zakaj tak naslov slike? Ja, Kokoška me je nekje spomnila, kot je moj brat govoril, o Koroški, o kralju Matjažu, kako so se borili proti Turkom. Žal je Koroška za nas izgubljena zdaj, mislim, kot del naše države, ne? No, pa tudi seveda zelo malo govorijo slovensko tam, v glavnem je nemški jezik prevladal. No, in zdelo se mi je Koroška, Kokoška na nek način tako malo poigravanje z besedo, da ljudske pravljice se spominjam o neki koški, ki naj bi nesla zlata jajca in je potem zato ta kmet obogatel, ne? In tako se mi zdi, da imamo veliko mladih, nadarjenih ljudi, ki, ne bom rekla, da so to zlata jajca, njihove te nadarjenosti, njihovi talenti, ki bodo gotovo prišli do izraza in da bo naš narod zares obogatel, kakor kulturno že je, morda samo še manjka mu ta zavest o narodni samobitnosti, ki jo je pa imela Koroška, ki je bila zibelka naše krščanske kulture. To nam še manjka. In upam, da bo ta Kokoška zares nesla veliko takih zlatih jajc z našo mladino. Ko pa se pogovarjamo o tej domovinski zavesti, o tej domovinski naravnanosti, poznamo tudi veliko domovinskih pesmi, ki so se pisale, mogoče ki nastanejo danes. Bi nam lahko povedali kaj več o tem in tudi o slovenski himni kuratov? Ja, torej domoljubne pesmi danes niso kaj preveč moderne, ampak hočem reči, pesniki nič kaj preveč tovrstne teme ne obdelujejo oziroma ne pesnijo prav v tem smislu. Nekako ni to več moderno, bom rekla. Ampak zdaj ob 20-letnici naše osamosvojitve je pa več pesmi nastalo, glasbenih pesmi domovinskih. Ne? Že prej je bila znana Avsenikova Slovenija, odkot lepote tvoje. Ob osamosvojitvi leta 1991 je nastala pesem
lepota dežele, ki jo je pela Elda Viler, in upam, da nam jo bo tudi zapela kmalu. Potem je znana tudi, pravzaprav nastala je zdaj ob 20-letnici pesem Toneta Krkoviča Domovina je mati, mati je domovina. In zdaj se pa lahko še sama malo pohvalim, da moj bivši učenec je napisal himno slovenskih koratov, ker je poštudiral teologijo še in postal duhovnik in je zdaj korat. In se glasi takole, rekel pa, da ga je nekako tudi vzpodbudilo k tem, da sem jaz poudarjala to domoljubnost, domovinskost in da sem nekoč prinesla en velik plakat Plečnikovega, torej parlamenta, ki naj bi ga zidal na vrhu tamle našega nagradu. No, pa iz tega potem ni bilo nič, ampak na denarju ga pa imamo, ne? Ja, ta parlament. Torej, ta pesem je pa, se glasi takole. Moja dežela, vsa veličastna, z morjem, gorami kiti se. Oj, ti prelepi raj pod Triglavom, polja vetrovi te slavi. Zvesta Bogu in domovini, src slovenskih je zavest. Z viro raste na ljubezen, v nedrjih vasi in mest. Narod slovenski, dober in vztrajen, že stoletja tu živi. Src odprtih, lic nasmejanih, rod plemenitih je ljudi. Pa spet, zvesta Bogu in domovini, src slovenskih je zavest. Z viro raste na ljubezen, v nedrjih vasi in mest. Sveta preteklost, res starodavna, v kamnu knežjem sveti se. Od plemenov do države, križ nad ognjiščem sveti se. Zvesta Bogu in domovini, src slovenskih je zavest. Z viro raste na ljubezen, v nedrjih vasi in mest. Vse oblasti, različna cesarstva niso dežela strli te. V srcu kot biser predragoceni čuva in ljubi narod te. Zvesta Bogu in domovini, src slovenskih je zavest. Z viro raste na ljubezen, v nedrjih vasi in mest. Sveta in lepa mati Slovenija, mi vojaki tvoji smo, svoje srce smo ti darovali, posvetili te s krvjo. Zvesta Bogu in domovini, src slovenskih je zavest. Z viro raste na ljubezen, v nedrjih vasi in mest. Mati brezijanska, priprošnica, varuj naš slovenski kraj. Vpeti v skrivnosti rožnega venca, vsi smo na poti k tebi v raj. Gospa Anka Hribelj, kdo pa so ti razni obrazi, te ilustracije, te slike, ki nas tukaj gledajo? Kdo so ti mladi, kot ste dejali, osebe, ki iščejo svoj smisel? Vsak od nas išče torej svoje poslanstvo, svoje mesto v svetu. Išče kraj, kjer je ljubljen, kjer lahko razvije svoje talente. To je v prvi vrsti dom, potem domovina, potem svet in potem večna domovina. In jaz želim poudarjati na svojih slikah to iskanje, to iskanje torej nekih vrednot, s katerimi lahko razvijaš to svoje življenje. In iščem različne človekove lastnosti, ki te po poti vrednot peljajo, po poti, da najprej uspeš razvijati medsebojno ljubezen do moža, žene, do družine, do prijateljev in potem, da iz tega raste
ljubezni do domovine, to se pravi do skupine ljudi, ki imamo skupne vrednote in s katerimi lahko v svojem jeziku svojo dušo izpopolnjujemo in potem iz te ljubezni zorimo tudi za večno domovino. A se ti mladi prepoznajo v teh slikah, v teh risbah? So mogoče kakšne slike, tudi kakšni portreti vaših učencev? Jaz risujem te slike iz intuicije, čeprav sem že parkrat na teh slikah prepoznala konkretne ljudi. Tako da se mi včasih dejansko ljudje z imenom in priimkom nekako pojavijo v teh mojih slikah. Te slike imajo polno simbolov in mislim, da tako kot je moja prijateljica rekla, da se ji zdi zanimivo, da bi ob teh slikah ljudje, ki imajo sposobnost pisanja, te zgodbe potegnili ven, da bi za tiste, ki mogoče iz slike ne znajo to prebrati, da bi slavisti ali pa ljudje z bogato besedo lahko te slike razložili. Ker slike predstavljajo vedno neko intuitivno prihodnost in nam lahko so nam dragocene te slike po nekih navdihih tudi za naše konkretno življenje. Tako da upam, da že same marsikomu spregovorijo in upam, da bodo še naprej tudi svoje poslanstvo o ljubezni za torej našo domovino in večno domovino pomagale odkrivati in razvijati. Tako da bodo govorile in da ne bojo molčale. Tako kot ste gospa Helena v vaši knjigi tudi omenili, da imamo veliko slovenskih mož, ki so zamolčani, ampak tudi veliko slovenskih žena, ki je nekako anonimnih. In kot je rekel gospod Ivan Tavčar, slovenska žena drži 3 vogale. Kaj vi menite? Tudi 4. pomaga? Ja, no, pa ti povej, drži 4. tudi, pomaga držati. Na vsak način je ona celo 4. vogal. No, danes, a ne, pa sploh. Ja, danes mora biti žena ne samo gospodinja, kot je bila včasih, ampak mora biti tudi uslužbenka, seveda žena, mati, ljubica, potem javna delavka. In tako je torej, ne vem sploh, kako to zmoremo, ne? Nekako. Po nekih podatkih so Slovenke ene najbolj angažiranih žensk v prostoru, v času, od kulture do politike v Evropi. Takoj za Japonkami, ne, potem na svetu se mi zdi, ne? To ne moram primerjati, to ne poznam. Japonk ne poznam, ampak slišala sem. No, rekla bi, da je to popolnoma res in da naš narod kot čudež pravzaprav med tolikimi narodi tako majhana, ne, obstaja že celih 2 in več tisoč let, ker pravim, da smo praprebivalci, ne, ampak recimo Slovenci. Če govorimo od Brižinskih spomenikov dalje kot slovenski jezik, pa gotovo več kot 1000 let, ne, da smo obstali, se imamo gotovo zahvaliti tudi našim ženam, ne, anonimnim ženam največkrat in pa mnogim možem, ki so bili tudi junaki bolj modernega časa, lahko rečem, čeprav so delovali bolj v političnem smislu ali pa v našem krščanskem, mislim, na našem krščanskem polju, kot je bil Anton Martin Slomšek, o katerem smo komaj slišali ko sem študirala slavistiko v srednji šoli sploh ne, ali pa tudi naš Rudolf Meister, ne. Obema se imamo zahvaliti, to sta prav tako junaka kot kralj Matjaž, ne. Se imamo zahvaliti, da je naša severna meja, da je obstala, da imamo Slovenijo sploh, a ne Maribor. Lahko rečem tudi to, a ne, naš ded se je tudi boril za našo severno mejo, ne? Tako je. Če se ne motim. Ja, sam general Meister je bil njegov dobrovoljc, je bil. Ja, kot policaj, ne? Kakorkoli je bil sprejet in je sodeloval v tej obrambni, bi rekel, domovinski ljubezni
da se ta prostor ohrani. Ja, in tudi zbežali so pred fašizmom. Ne? Ja, in to je tudi teh 30.000 Primorcev gotovo narodnostno dvignilo Maribora, ne? Poleg Rodolfa Maistra, ki je bil res pravi slovenski general in junak. No, tako da bi pa povedala še o naših ženah, bolj v sodobnem času. Zdaj je, torej ne vem, še igra film Aleksandrinke, si ga videl, ne? Do nedavnega je bil, ja. Veliko krat je, ne, že 2 meseca ali 3. Je, torej, neko odkritje je to, te naše žene. Ne? Te naše žene so se pa na drug način borile, na tem primorskem delu, ne? Zahodna Slovenija oziroma tam Vipavska dolina, Kras. Je grozilo, da bodo ekonomsko pravzaprav nekje, da jih bodo poitalijančili ravno na tem ekonomskem, mislim, polju, ker ne samo na jezikovnem, ne. Tako da so žene morale odhajati, torej žene, torej ne možje, ker zanje ni bilo dela, s trebuhom za kruhom v Aleksandrijo, bodisi kot dojilje, bodisi kot vzgojiteljice, celo dvorne dame, kot smo tukaj, guvernante. In kakor pravijo ti njihovi, zdaj že stari gojenci, ne, da so bile zelo tople žene. In so jih imeli veliko raje, kot pa kakšne žene tujih narodnosti, ker so bile poštene, delavne, tople, res prave mame. Ne. So pa zanemarile seveda svoje, in to je ta njihova žalostna usoda, svoje otroke, ko so po mnogih letih se vrnile domov, v domove, ki so jih same, v hiše, ki so jih same kupile, jih niso v glavnem sprejeli. In na pokopališču v Aleksandriji in Kairu najdemo mnogo imen slovenskih žena, ker so se vrnile nazaj. No, tako da so pa obstali, zato pa je, mislim, tudi narod naš na tem koncu naše zemlje tako čvrst in tako domovinsko zaveden še danes. Ne. Bi prebrala morda samo en odlomek iz razmišljanja Marije Gregorič-Kržič o ženskem pogledu na slovenstvo. Slovenski narod pa naj bi bil eden najkvalitetnejših v Evropi. Pravi torej en etnolog, raziskovalec, že konec 19. stoletja je to bilo. En avstrijski etnolog je to ugotavljal. Sodeč po Kraševcih, je to 500 leti približno bilo, Kraševci naj bi bili med evropskimi etnijami najbolj vitalni, inteligentni in ustvarjalni, pa tudi humani. Take jih je izoblikovalo okolje, v katerem so se borili za svoj obstoj in preživetje. Tisočletna borba s kraškim golim kamnom jih je fizično izklesala, fizično utrdila v njih žilavost in odpornost. Nenehno je izzivala njih inteligenco, iznajdljivost, spretnost, prilagodljivost, delavnost in ustvarjalnost. Sobivanje s sosednjimi Italijani, Avstrijci ter srečanje z romansko in germansko kulturo jih je izbistrilo in jim izostrilo kritičnega duha, da so se od sosedov prevzemali le tisto, kar so smatrali za dobro. Odprtost k morju pa jim je izoblikovala širino duha in srca. Tako so Kraševci ustvarili lastno kulturo in svojo specifično identiteto. Krščanstvo so živeli, posebno žene, so na višarje romali peš preko 400 km v obe smeri. Skozi stoletja so kot kraški kamen kljubovali vsem pritiskom severa in juga, uporno in dostojanstveno so stali na braniku slovenstva na obrobju nad Tržaškim zalivom. Če bi Cankar poznal Kraševce, bi gotovo ne mogel pisati o narodu hlapcev. Posebno stike s sosedi z Italijani pa so imeli v glavnem ženske. To bi povedala o naših ženah. Ja, hvala, najlepša hvala našim gostom, s kateri smo se danes pogovarjali o domovinski vzgoji, predvsem o vrednotah.
kaj je potrebno storiti, da bomo narodno zavesti, kje je potrebno zasejati dobro seme. In če nekako zaključimo z verzi Franceta Prešerna in še nekaj dodamo, Bog našel nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate in sestre vse, sinov in hčera slovenske matere, pa tudi očetov. Hvala lepa in vse dobro.